Pravzaprav jaz se nisem izobraževal v to smer, ampak sem padel po naključju v to iz veselja. Sprva je bil to hobi, bil sem namreč napovedovalec na tekmah na ajdovskih policah v dvorani. In potem je vse skupaj preraslo v to, da sem začel pisati poročila, članke z teh tekem. Takrat sem imel tudi pravzaprav eno srečo, ko so se na novo formirala po osamosvojitvi Slovenije slovenska uredništva in takrat sem jaz padel noter, tako da sem v enem obdobju pokrival ajdovski šport za kar več takrat časopisnih medijev. Potem so me kmalu poklicali z Radia Koper, potem z televizije Koper in potem se je to začelo razraščati in se razraslo do tega, da je to postal dejansko moj poklic. Jaz sem v bistvu športni reporter. Delal sem pravzaprav v preteklosti za več medijev, tudi za nekatere lokalne medije, ampak to je bilo še v času, ko ni bilo tega interneta. Takrat smo bili pravzaprav za marsikateri dogodek prvi, ki smo o njem poročali. Danes je to malce drugače, ker vsaka stvar, ki se zgodi, je naslednji trenutek ali na Facebooku oziroma na socialnih omrežjih. Drugače pa največ sem deloval oziroma še delujem v okviru RTV-ja, predvsem na RTV centru Koper, Capodistria in pa tudi na Valu 202. Pri meni je vse obrnjeno na glavo, torej sobote, nedelje, pa tudi petki in tudi ponedeljki so bolj aktivni, ostali dnevi v tednu nekoliko manj, prav zaradi tega, ker se športni dogodki odvijajo konec tedna. Mnogo tekem se dogaja tudi v poznih večernih urah, tako da ni tistega klasične službe, torej nekje od 7., 8., 9. zjutraj pa do zgodnjega popoldneva. Potem sobote, nedelje proste, tu je marsikaj obrnjeno na glavo, ampak so pa druge prednosti, predvsem recimo potovanja so ta, ki so zanimiva. Da povemo v naših prispevkih kaj novega, da iščemo torej neke bolj globoke zgodbe, tudi pri samih tekmah, da ne pripravljamo klasičnega poročila s tekem. Dosti je odvisno tudi od tvojega sogovornika oziroma od same narave tekme, od tega, kako se je tekma razpletla. Veliko je dejavnikov, ki vplivajo in morda je ravno zaradi tega vse skupaj toliko bolj zanimivo. Vedno, ko narediš nek prispevek, imaš kasneje v mislih, morda bi lahko tukaj popravil, tamkaj popravil. Zdaj včasih, ko naredimo kakšne bolj celovite zgodbe, ko je več časa za pripravo in samo izvedbo, tudi za samo montažo, potem se da marsikaj popravljati. Po drugi strani včasih po tekmi, sploh ko so živi nastopi, tam pa beseda, ki jo izrečeš, gre neposredno v eter in tam ni obžalovanja, čeprav včasih razmišljaš, da bi lahko kakšno stvar drugače zapeljal. Potem pa greš pogledat, kako je vse skupaj izgledalo v etru, pa se ti zdi, da niti ni bilo tako hudo, tako da včasih smo malce celo preveč samokritični v tem pogledu. Jaz sem eden od tistih, ki ni bil dober v matematiki, tudi ne maral nisem preveč matematike, niti ne formul. Bil sem pa dober pri pisanju spisov, mislim, da sem tudi potem, ko sem bil v Novi Gorici v srednji šoli, dobil nekaj nagrad za proste spise, to mi je takrat ležalo. Predvsem pa potem, ko sem začel poročati s tekem ajdovskih, takrat prvoligašov, rokometnih, nogometnih, sem kar precej kilometrine nabral in tukaj je potrebna kilometrina. Vsaj zdi se mi zdaj, ko gledam recimo na prehojeno pot, da je predvsem kilometrina tista. Nekaj iz družboslovne smeri, zagotovo. Morda bi se še bolj potrudil za kakšen jezik več. Drugače sem pa skozi leta dobival nekatere veščine, bolj kot samouk, to je morda tudi napaka. Predvsem govorimo o fotografiranju, snemanju. Sicer zdaj nova generacija, ki prihaja, je že od malih nog, ima vse to v mezincu. Ta znanja so potrebna in mislim, da bi moral tudi sistem izobraziti v to smer, da bi bili vešči tudi stroke, ne samo tega, ali pravilno postavljamo vejico, če se malce v šali izrazim.
da je pač potrebno zbrati tisto, kar te veseli, ne pa tisto, v kar te morda potiska družba, morda družina, da vsak mora pri sebi premisliti. Predvsem pa je pomembno, mislim, da za vsakega, da si postavi ne samo eno, ampak tudi kakšno rezervno varianto, da ko se ena podre, da imaš takoj rezervni plan, pa morda tudi tretjega. Jaz sem si ves čas v življenju to postavljal pred seboj. Mislim, da je to pomembno, vsaj pri meni to deluje.